Današnja epizoda je malo slabše kvalitete kot ponovadi, ker smo snemali na malo slabšo opremo. Upam, da boste vseeno lahko poslušali epizodo, kljub temu, da je malo več šumenja, posebej moj glas se malo slabše sliši. Zdaj, to je posledica predvsem tega, ker nimamo neke dobre opreme in kasneje v epizodi bom tudi malo več mogoče na to temo spregovoril. Zaenkrat pa uživajte v epizodi, pa se slišimo. Včeraj sem bil na eni fešti za rojstni dan in sem včasih, ne vem kako se ti glede teh stvari, jaz včasih se ne počutim glih, da bi bil socialen, ne. Ne da se ti na fešta, ne? Ja, recimo, ja, tako prav z nobenem se ne bi v bistvu pogovarjal, najraje bi imel mir. In včeraj je bil glih tak dan, ko se mi nič ni dal delati. Ok, sem preden boš povedal, ne, kaj je sledil. Zakaj si sploh šel na fešto? Ena kolegica je imela rojstni dan, pa smo s punco šla tako courtesy call, pač greš. Aha, ok. Ampak pa sploh se ne počutiš, da bi bil tam, nekaj drugega bi raje počel? Ja, ampak ne glih toliko, da sem to že prej vedel. To sem v bistvu pogruntil, ko sem hodil na fešto. Ampak ni to point, ne. V glavnem pa šel sem na to fešto in jaz sem že nasplošno imam včasih problem, da malo preveč govorim, ne. In imam pol tako en tak modus vklopim, da kadar čutim, da sem pač malo ali asocialen ali pa da preveč o sebi govorim, da pol si rečem, daj raje vprašaj to osebo, kaj o njej ali pa o njem, ne. No in to sem pol včeraj naredil, sem bil tam na tej fešti, pa sem se z nekom pogovarjal in sem večino časa jaz vodil pogovor, ne? Ampak ne zaradi tega, ker druga oseba jo ni zanimalo mene ali pa karkoli, ampak zaradi tega, ker sem pač na tak način vodil pogovor, ne? Vsakič, ko je nekaj povedal, sem postavil novo vprašanje. Za nalašč, zaradi tega, ker drugače bi ta oseba videla, da v bistvu sem ful utrujen in ne, tako pol mislijo, da je mogoče na njih kaj, ne? Na ta način si hotel pokazati, da si ful zainteresiran. Ja, na nek način, ja. No, in pol sem zdaj, to ni nujno povezano s tem včerajšnjim pogovorom, ampak danes sem pa pol tako malo razmišljal o tem, kako v bistvu velikokrat se pogovarja z nekom, ne, in ta oseba ti ful govori o sebi, ampak nič te pa o tebi ne vpraša, ne. Zdaj, včeraj v tem primeru pač nisem dal te priložnosti, ampak velikokrat se zgodi, ne, da si v nekem pogovoru, ki je zelo enostranski, ne. In sem pa tako razmišljal, kako v bistvu je to en tak problem komunikacije, da tako malo mi meni drugega velikokrat govorimo, ne. Hočeš veliko povedati o sebi, ne, ampak ne vprašaš pa druge osebe nič o njih, ne. Ali pa če že vprašaš, so velikokrat ta vprašanja tako generična ali pa površinska, ne? Ja, tako kot recimo tisto, ki je imela včeraj rojstni dan, sem jo pač spraševal nekaj o faksu, ne, ker pač zdaj po magistrsko delo pa tako. Ne, mene je zanimalo, iskreno me je zanimalo, ne, ampak ni bilo pa glih, da bi zdaj se pa pogovarjali o tem, kako preživlja dneve, pa kako se počuti, pa če, ne, razumeš, ne. No, v glavnem, in sem tako razmišljal, kako v bistvu je to podobno kot pri darilih, ne. Veš, ko imaš za rojstni dan, dobiš darila od ljudi, pa redko kdaj ti dajo točno tisto, kar bi tebe res razveselilo. Dajo ti nekaj, kar ti je kul, včasih ti dajo nekaj, kar ti sploh ni kul, pa se moraš delati, da ti je kul, ampak redki so trenutki, ko ti nekdo nekaj podari, pa si tako reč, fuck, koliko si vedel, točno to sem hotel, ne. No in sem pa razmišljal, kako je tako podobno s tem, ne, ker ti veš, kaj bi želel za darilo za rojstni dan, noben ti pa v bistvu tega ne da, ne, sam pa tudi ne rečeš, ne, je podobno z pogovori. Ljudje se pogovarjajo s tabo, ampak redko kdaj te vprašajo tisto, kar si ful želiš, da bi te ljudje vprašali, češ kaj mislim. Ja, razumem, ja. In sem se pa tako spraševal, če sam jaz to tako doživljam ali tudi drugi ljudje tako doživljajo. Zato zdaj to vprašanje postavljam, ker me zanima, kaj ti meniš o tem. Če lahko se samo vrnem malo bolj nazaj, ne. Ta problem, ne, da v bistvu ful radi govorimo, ne, tudi zelo se izpostavi ali pa tako odraža v prodaji, ne. Pač jaz trenutno zdaj delam kot prodajalec, prodajnik.
In je glih pač ta začetniška, bi rekel, napaka, je ta, da pač kot prodajalec hočeš čim več predstaviti vse možne stvari, ki jih ponujaš, feature, vse, ne? In pol na koncu na prodajnem meetingu ti večino časa govoriš in to dejansko na koncu tisto stranko v bistvu ful dolgo cajt narataš, ne? Ker govoriš samo o sebi, jaz, ne? In to dejansko na koncu pripelje, da rečem, zanimivo, ampak... Ni za nas. Ja, ni za nas, ali pa rečejo, bomo dali en odgovor, ne, dej ponudbo, kao spizdi čim prej, ne. In pol pač odgovor je pač hvala lepa, nas ne zanima, ne. In podobno kot tudi v privat, ne. Kar pa hočem reči, ne, kak je bil pa boljši pristop, je pa tako, ko si rekel, da bi čim več spraševal, zato da dobi v bistvu tista, isto kot v zasebnem življenju, tist človek občutek, da se v bistvu vse okoli njega vrti in ti sprašuješ, da se od njega naučiš in ponudbo mu pa ne daš takrat, ampak potem, ne? Ko v bistvu ugotoviš, kaj bi bilo najbolj za njega. Takrat si delaš malo medvedje uslugo, ne? Če hočeš vse takoj na začetku že. Tako. In to je čista taka paralela, ne? Tle vidim, kar se tiče pa tega, ne, zdaj, če sem si kdaj, če sem opazil, ne, ali pa želel, da bi me kdo nekaj vprašal, ali pa sploh pri darilih, ne, ko si rekel, kak jaz to rešim, ne? Rečem pač nič mi ne kupiti, ne? Ker kadarkoli so mi kaj kupili, je bilo kar neki, brez veze, ne? Ali pa oziroma mi je bila ta stvar všeč 5 let nazaj. Rečem pa, recimo, želim si pa to, karkoli, ampak vem, da je pa to ful drago, ne? In ne pričakujem, da mi boste to kupili, oziroma nočem, da mi to kupite, ker si bom sam to kupil, ker vem, da je itak predrago, da bi pričakoval za darilo, ne? In pol jim pač prav poveš, katera stvar to je, ali jim sam rečeš, zbiram za neko stvar, pa mi lahko prispevate. Ne, niti ne rečem, povem, kjera je, ampak ne zbiram, ne? Vseeno bi bilo boljš, da bi pa dobil eno res dobro darilo, ne? Ja, boljš bi bilo, ja. Ne? Pač veš, da ne boš dobil dobro darilo, zato pač je to tvoja druga opcija, ki pač te zadovolji, ne? Ampak zakon bi pa bilo, da bi ljudje točno vedeli, kaj te bo razveselili, ne? Ja, ponovno ne vejo, ne? Ne, sem, recimo, tudi če, recimo, rečem, ok, imel bi sup, ne? Ja. Zdaj pa, kjer sup, ne? Veš, zdaj, če mi boš kar kupil en sup, ni tizga, ko sem se je želel, ne? Tako da tudi, če kupiš iz iste kategorije produkt, ne, katerega bi jaz imel, si lada falil. Isto, ne vem, če bi imel bi smartphone, pa dobim, ne vem, kjer so zdaj tako lame. LG je kao ful sicer napredno, ampak jaz ne bi imel LG-a, jaz bi imel pač Google Pixel. Če si Androidovc, pa dobiš iPhone, jaz recimo ne bi vesel iPhone. No, naprimer, ne. Tako da to je tako delikatno, ne. Če pa rečeš, da zberam, ne, pa se pa obvežeš k temu, da moraš to res kupiti, ne. Lada v tistem trenutku, pač imel bi, neki bi ful imel, ampak nima zdaj tu keša, da bi si kupil, enkrat verjetno si bom kupil, ne. Ampak če pa rečem, da zberam ta keš, ne vem, da mi da, ne vem, sup je, ne vem, 500 evrov, pa mi da nekdo 100 evrov, pa moram pa 400 evrov dati, ne. Ki jih takrat nisem mogoče bil pripravljen pač dati od sebe. Tako da, ali mi kupite to, pač točno to, kar ti bom povedal, oziroma ne se sploh sekirati, nič mi ne kupiti in to je to, še boljše. Tako da, kako ti rešiš ta problem z darilo? Ne vem, če imam kako konkretno rešitev. Vem, da me vedno jezi, ko me Jasmina vpraša, kaj hočem za darilo. Zakaj? Kaj me to sprašuje? Ker pričakuješ, da bo vedela. Ja, tako malo, ja. Se vem, da je to ne fair, ne? Ampak pričakujem, da bo ljudje vedeli. Ker jaz načeloma, kadar podarim darilo, podarim dobro darilo. Tako v velikih primerih, no. Pa si dobil tak feedback, da pač vem. Si sam misliš? Ne, vem. Ne, ampak dejansko, predvsem zaradi tega, ker imam čez celo leto vodim ideje. Ko dobim idejo za darilo, imam to na enem seznamu in ko rabim darilo kupiti, imam na tem seznamu napisan to. Nimam za vse ljudi to, pa nimam, mogoče imam samo eno idejo in pol eno leto pokurim in pol nimam več te ideje, ne. Ampak recimo za, ne vem, za Jasmino ali pa za sestro ali pa za starše, imam ne, par idej, ki jih imam zabeleženih nekje. In pa vem, da bo to darilo ok bilo, ker je ta oseba nekoč rekla, fuck, to bi si ful želel, ne. In sem posebej pozoren na stvari, ki so ugodne, ne. Ne une drage zadeve, ne, ampak recimo nekaj, ko je tako 30 evrov. Ampak si pa ne prvošč, ne. Tako darilo se mi zdi najbolj, se mi zdi boljš kot recimo fond. Ja, itak, ja. Fond je pač neoseben, ne. To vem, to si že rekel enkrat, ne, da zbiraš to bazo idej. Sem jaz tudi že imel
idejo oziroma namen, da bi tudi jaz isto to delal. Ja, samo moraš biti konsistenten. Ja, nisem še začel. Ja. Ampak če gremo nazaj na to, na same te tematike pogovorov, a je kaj takega, kar te noben ne vpraša? Veš, imaš ene stvari, ki jih, ali nek hobi, ali ena tematika, ki te ful zanima, ali eno področje tvojega življenja, ampak noben te specifično o tem ne vpraša, ali pa če te že vpraša, te vpraša na površinsko vprašanje, kot je recimo, ne vem, koliko je na faksu, delaš magistrsko, pa te vpraša eno vprašanje, pogrejo pa dalje. Tebe pa recimo za razliko od 100 drugih ljudi, ki jim je magistrska bila nekaj tako za mingede, te pa v bistvu tista stvar ful pomeni, recimo kot primer. Ne? Ja, mislim, ne vem, zdaj se ful težko spomnim, da bi bila kakšna taka stvar. Je pa res, da včasih kdo v pozitivnem smislu naleti na mino, ne? Da me nekaj vpraša in jaz se pol v tisti stvari ful znam razgovoriti. Hkrati pa ti, recimo konkreten primer, ko sem ti prej tudi povedal, v bistvu, kak jaz uporabljam Tošelj pa menedžiram cache. Kak menedžiram cache je bilo glih zdaj nazadnje v Berlinu, ko sem bil pri Tajdi, pri sestri. In ne vem, pač nekak je pogovor nanesel na to in njej se je zdelo pol ful zanimivo, ne, ko sem jaz začel razlagati o tem, ne. Tako da tukaj nisem, da sem pričakoval, da me bo vprašala, kak jaz to delam, pa ko me je. Jaz pač o tem ful rad govorim, hkrati pa njej je bilo ful zanimivo oziroma absurdno, na kak način jaz to delam in je pač bil to... Kaj je bilo pa tako absurdno? Ja, se verjetno v tvojem primeru podobno, ker delaš nekaj podobnega, ne? Ja, no, daj mi povej, koliko si njej povedal. To bi zdaj, mislim... Ja, razumem, nimaš cajt, ampak... Ne vem, če bi bilo kle, ker podobne stvari so se že pogovarjali v prejšnjih podcastih. Je ne pač, da da vodim različne račune, v smislu denarnica, račun na banki, prašiček, pa pač moja denarnica Danja in tako naprej. In je bilo to čudno, ker ona teh stvari ne počne? Bolj je bilo čudno to, da sem jaz, da pač vodim tudi finance od Danje, ne, od žene. Pač, da dejansko vem za vsak cent, kje je. Ok, imam tudi kakšne primere, ko se zgubi, oziroma ne vem, kam je, pa dam pol pod other, ampak še vsem dam label gor. Ampak ne, fora je tem, da se velikrat zgodi, ko jaz Anjo to ne moti, to med nama v bistvu ful funkcionira, ker pač jaz za te stvari skrbim bolj, ona za ene druge. Ampak jaz si pač prosim, ker ona ne bo, ne, Anja ne bo delala v app, ne. Rečem, daj ti, kar si kupila fizično, mislim, s cashem, daj saj račun. Z ostalo mi daj tudi račun, da mi bo lažje meni beležiti, ampak itak jaz grem lahko na bančni račun in pa vidim in jo pol sprašujem, ne. Pa kdaj pa pride tako, da, ne vem, mi vse da, pomanjka 1,20 €, ali pa nek tak cash, ne. Pol je tisto detektiv, ne. Ne, jaz pol tako rečem, ne sem s tem, da Anja to ne jemlje tako, nje je to cool. Ne, nisem tako mislil. Ja, ne, Tajda je to tako razumela, ne, tako. Kot da jo ti nadziraš. Ja, kot da jaz nadziram, ne, ampak tako pa rečem, Anja, kje je ta 1,20 €, ne? Ja, pa sem ti vse dala, ne vem, ne, mislim, pač ne vem. Za 1,20 € specifično veš kaj je, ne. Ja, ne, se pa jaz rečem, ker si bila ti mogoče danes na kaki kavi, pa tako, ne. Ja, pa res, ne, veš, na ta način, ampak to ni fora, da v bistvu, pa jaz rečem, ne več hoditi na kavo, ne, ampak sam zato, da jaz vem, v kateri predalček bom dal to in pa rečem, ok, ni panike. Ali pa če kupi nekaj za 70 €, tudi to se zgodi, ne vem, nakupi ali material za oliboli, ali pa si gre obleke kupiti, whatever. Pač, če kadar imajo stiska za cash, bom mi to rekel, oziroma sama ve, ne, fakt, zdaj ne moramo te stvari kupovati, ampak načeloma tako rečem, kaj, z teh 70 €, pa reče, ena majica, eno uno to, tralala, pa rečem, to so oblačila si kupovala, ne? Ja, ok, oblačila, koliko? 70,14. Ok, zabeležim, hvala lepa, ne komentiram. Ja, ampak koliko je pa Tajda to je pa sprejela, ko si je razložil? Malo čudenje je bilo, ne, veš. Si bil na koncu pogovora zadovoljen s pogovorom? Jaz sem bil zelo zadovoljen, ne. Zakaj? Ne vem, ker meni je pa cool v takih stvareh, ker so... Tudi, ko imaš kaj zapovedati, pa tako argumentirati, ne? Ja, argumentirati, ne hkrati pa tudi, ker vem, da je to mogoče ljudem čuden in... In si rad čuden. Ja, ne, veš, mislite si, ne, mislite si svoje, jaz vem resnico, edino jaz, ne. Če bo pa, v bistvu, koga bi pa lahko najbolj motili, je pa Anja, mi pa še ni rekla, oziroma mi bo tudi to povedala, ne. Recimo, to je bil en tak Tošelj, pa gor dal centi levo desno, ne. Tako da ja, vem, da te moram nazaj vprašati, ne. Ker sem hotel narediti foro, veš, zdaj bo kao tišina in pa bom jaz v tišini rekel, to. Evo, vidiš, ne, ko me nisi vprašal. Če vam je všeč najin podcast in te najine debate,
vas vabimo, da mogoče na kak način prispevate, tako da pač donirate kakšen majhen znesek, da bi pač si lahko midva mogoče privoščila kakšno boljšo snemalno opremo. Recimo sploh tale podcast je kar dost konkreten primer tega, kaj pomeni, če imaš slabšo opremo, se kar dost sliši slab zvok. In zdaj slabši zvok tudi pripelje druge stvari za sabo. Če snemaš na slabšo opremo, to pomeni, da v samem procesu editinga porabiš precej več časa, da popraviš razne napake zvočne. Mogoče tudi se je kdaj zgodilo, da se kakšen zanimiv del debate žal mogo zrezati ven, zaradi tega, ker je vmes nekaj zaropotalo ali pa ker je zvok prebil čez mejo. In vi lahko pač pri tem pomagate. In kako? Tako da pač greste na spletno stran synapsapodcast.com na zavihek podpora in je tam več različnih načinov, kako lahko donirate sredstva za izboljševanje tega podcasta. Vsekakor nikogar ne pričakujeva nobene donacije. Bova pa zagotovo vesela vsakega manjšega prispevka ali pa večjega. Tako da, če imate slučajno čas, voljo in denar, vas vabimo, da greste na spletno stran synapsapodcast.com/podpora in tam pogledate, če vam katera od opcij za donacijo odgovarja. Ok, zdaj pa nazaj k podcastu. Zdaj pa, daj ti raš povej, kaj je bilo a ti si na tej žurki začel razmišljati, da te nekdo nič ne vpraša, oziroma kaj bi si največkrat želel, da te nekdo vpraša, oziroma kaj te jaz nisem vprašal v vseh teh pogovorih? Ne, ok, bom malo navezal na to žurko. Ne, na žurki sami ni bilo nič takega, da nisem se počutil, sem rekel, da mi je kaj manjkalo v tem smislu, pač sam nisem mi dal biti tam in sem tudi pa kmalu šel, pač res sem imel dolg dan in sem bil utrujen. Ampak enkrat pred tem sem s to kolegico, ki je imela rojstnan, imel ful hudo debato točno o tem, kar me redko kdaj kdo vpraša. In sem najbrž zato pol danes, ko sem razmišljal o tem, sem se pol spomnil glih na to, na te teme. Ker sem pol včeraj na tej fešti, sem s to kolegico, tako enkrat nekaj smo se druga menila in sem pol mes rekel, no to je tako kot tisto, veš, ko sem ti takrat razlagal in je pol ona razumela in smo šla dalje, ker je razumela en del tega, kar smo se že enkrat pogovarjala, ker me pač to vprašala, kar me marsikdo ne vpraša. In da zdaj pač razkrijem, kaj to je, ker sem to tako po vinkih povedal. To je v zvezi s pisanjem. Veliko ljudi te nič ne vpraša o samem procesu pisanja. Jaz velikokrat pol sam začnem govoriti, pa mi pol kasneje kar malo žal, da sem začel, ker včasih vidim, da ljudi ne zanima to. Ne v smislu, kaj sem napisal, ampak samega procesa pisanja. Tako v smislu, ne vem, napišeš en tekst in pol ali ljudje pogledajo predstavo, ali preberejo tekst, ali karkoli. Ampak oni bi se pol o tekstu pogovarjali, o vsebini, o teh likih, joj, kako je bilo hudo, ko se je to zgodilo, pa ono, pa tretje, kar je meni tudi zanimivo, Ampak jaz imam še eno drugo ozadnjo stran, ko je en tak backstage, kako je prišlo do tega, da ta zgodba sploh tako nastala, ker ljudi ima eno tako in to me je ta kolegica takrat enkrat na pijači vprašala, v smislu, če je težko pisati, tako me je vprašala, ker je tako nenavaden način za vprašati to, ponavadi te vprašajo, odkje ti ideje, pa take stvari. In sem ji pol tako odgovoril, da na dolgi rok ni težko pisati, težko je pa napisati stavke vmes med tistimi stavki, ki ti lepo tečejo. In sem jim pol dal tako na primeru, da kako v bistvu se en lik vmes fulkrat spreminjal, pa so bile druge verzije istega lika, pa kak sta se dva lika združila druga, to, kar sem v bistvu na Synapsi že malo razlagal. No in to velikokrat se tako s kom pogovarjam, pa te v bistvu tega ne vprašam. Ne glih, da zdaj želim o tem skozi govoriti, ampak včasih bi si želel, pa vem, da je to ena taka želja, ki si jo hkrati tudi ne želim, ker po eni strani bi se rad o tem pogovarjal, pa po drugi strani je fajn imeti to mistiko, ker potem tisti, ki prebere,
ohranja zgodbo. Ne? Kako pa jaz začnem govoriti o tem, kaj je v zadnji bilo, vse tisti šraufi, ki držijo zgodbo skupaj, se jim pa iluzija zgodbe hitro lahko porušne. Okay. To vse štekam. Zdaj mi pa sem zanima, a ti bi se v bistvu o tem rad pač samo tako nasplošno s komerkoli pogovarjal, ali si želiš, da bi te točno določena oseba ali pa v določenem trenutku vprašala, kaj tazga? Pač rad se o tem pogovarjam in zaradi tega tudi z določenimi ljudmi, ki so iz te stroke, rad hodim na kavo. Recimo ena taka je Simona Hammer, se velikokrat dobimo na kavi in pol se pogovarjamo ravno o tem, ne? O pisanju, o tem, kako pa je bilo to, pa sem tisti tekst najdela, pa sem pol iz tega nekaj ven naredila, ne? Pa sem mi pol jaz razlagal, kako sem recimo tudi ta zadnjo predstavo, ki bo zdaj na Linhartu, Skinner, kako sem ga pisal, pa sem ji govoril o tem, kako sem prihajal do te ideje, nekaj, kar z večino ljudi ne morem glih govoriti, ne? Cel ta proces, ker ta zgodba je to ena 7. ali 8. iteracija iste zgodbe, ampak zadnja verzija, to, ko sem jo pa na koncu napisal, je pa first draft, ker vse prejšnje sploh niso ista zgodba, pa smo na koncu zaradi vseh teh prejšnjih verzij sem dobil eno idejo, ki sem jo pa na koncu praktično v enem šusu, v 2 mesecih sem v eno jo napisal, kot novo idejo. Verjetno se te stvari lažje pogovarjati z nekom, ki iz foha, ne? Ja, definitivno, Tudi ga veliko bolj zanima, ker tudi razume. Ampak s to osebo, ne, problem je v tem, ker ta oseba že veliko teh stvari ve, ne, kar pomeni, da se malo ponavljaš, ne. Ko pa nekom novem razlagaš, pa razlagaš tako, kot če bi nekom novemu enem svojem hobiju razlagal, ne. Razlagaš, veš, in pol to delaš, in pol, če jih zanima, ne, pol, in pol, kaj si popolno razumeš, ne, ampak te večina ljudi ne vpraša tukaj v detajle, ker niti ne razume. Ne, drugače, mogoče to gre preč v globino zdaj tega pogovora, ampak eno tako stvar, poznam pa nekoga, ki se pa ful rad o procesih pogovarja, ne? Pa ni pisatelj, pa Alen Falič, ko ima ta podcast za kulisje, tako da jaz bi te kar priporočil za začetek k njemu, ne? Ker on pa ful dobro vpraša, ker njega pa vedno zanima proces. Vsaka v bistvu v te oddaje vpraša, kak proces je imel, oziroma kako je, da je nastala ta firma, ta projekt, whatever, to je ena čistaka, ne? Druga pa, mogoče bi bilo zanimivo, da bi v eni oddaji midva se na to temo nekaj pogovorila. Ja, jaz sem tudi večkrat že to, nisem nikoli vedel, kaj točen, ker nisem poslušal še tega podcasta, si mi ga že večkrat omenil. Nisem vedel, da je to tema, ker sem že večkrat razmišljal, da bi jaz rad nekaj takega druge ljudi vprašal. Mene ful zanima, kako so ljudje prišli do... Sploh, ker je pri uspehu, ne, je najbolj zanimiv neuspeh, ne, ki prej pride. Ne, in ponovadi ljudje poznajo sam zgodbo uspeha, ne vejo pa, kjeri so bili neuspehi, ki so do tja pripeljali. Ne. Ali pri posameznem projektu, ali pa pri vseh projektih, ki so bili prej, ne, ki so pripeljali do tja. Tukaj pa on ravno to, ne, tako ko si omenil, on pa to vpraša, bolj ga zanima tisto ozadje, procesi, vse, kar so počeli, probavali, kot sama v bistvu spredje zgodbe, ne. Gre pa sicer bolj za podjetništvo, ampak je imel pa tudi noter kiparko, imel tudi nahbarja noter športnike, ne, tako da se mi zdi, da klej bi ti kot gost ful dober noter pasu. Ja, priporoč me. Ja, se bom, seveda. Ne, jaz sem podobno razmišljal, sem ne za podjetnike, ampak za umetnike. Pač, kako so nek projekt pripeljali od ideje do končne izvedbe. Ne? Kaj vse je vmes bilo vključeno noter, kak je v bistvu, koliko ljudi v bistvu vmes pride, da ti da določene ideje, komentarje, doprinese k ideji, zgradi idejo, da na koncu tista ideja, ki na začetku bila, pa pride do enega končnega produkta, ne? Do ene ali gledališke predstave, ali filma, ali teksta, ali slike, karkoli, ne? Vse gre skozi neke faze nastajanja. Ne? No, pa imaš še kako tako temo? V kateri se jaz pač, ja, ne vem, pač velikokrat je družina, no, pač zato, ker je to zato, ker je to največji oziroma najbolj pomemben segment mojega življenja, ampak je pa bolj tako, da se mi zdi, sploh, kadar se pogovarjam z ljudmi, ki je nimajo, da ne tako, da sem, sploh ne, da bi si ful želel, ne, ampak se mi zdi, da brez veze, da se o tem neki ful pogovarjam, sploh o otrocih, recimo s teboj, ne, ja. Ker se mi zdi, da to te verjetno ne zanima, ne moreš se itak poistovetiti s tem in tako, pol ponovadi se te stvari ne. Pa zato, ker sem tudi sam
Ko nisem imel otrok, sem si mislil, zdaj pa samo neki otroki govorijo. Mi je pač brez veze bilo. In tudi pa ni bilo nikoli tako. Jaz sem to velikokrat slišal od drugih ljudi, da pač so rekli, zdaj pa sam še o mulcih govorijo ali pa ne vem kaj, ampak jaz nimam takega doživljanja. Tako da mene recimo ne moti, ko ti govoriš o družini ali pa o otrokih. Samo res pa je, da te ne sprašujem o tem, zato ker nimam skupnih točk. Ne? Tako je. Tako da sicer ne vem, koliko je v pač pogovorih med nama, koliko družino omenjam, ne vem, to ti bolj imaš občutek. Mislim, koliko pač je del tvojega življenja. Mislim, da jo kar dosta omenjaš. Ker drugače ne grem pa več, ne morem se pa s tabo v detajlu pogovarjati, a spi, ali kjera flaška, whatever. Ker pač ne poznate. Tako, in tudi ponavadi tudi z ljudmi, s katerimi ali pa s frendi, tudi bolj s takimi frendi, ko se že dolgo časa recimo nismo videli, me tudi tako vprašajo, tako površino, koliko pa kaj familija tam male so, rečem, so že zrasle pa to, in pol jaz kar zapeljem v neki drugega, ker se mi itak zdi brez veze, da se o tem pogovarjamo, ker vem, da ga verjetno ne zanima tukaj, koliko se kao dela, da ga zanima, hkrati pa tudi sam, pač kljam kar javno izustil, Jaz v bistvu ne maram otrok, zato sem se mi da že pogovarjal, Jaz načeloma tudi drugi, ko govorijo o svojih familijah, pač tako vprašam, super, zanimivo, polite, površinsko, pa dosti, pa me v bistvu ne zanima me v bistvu. Tako da na ta način se pol tudi, ne vem, upam, da tudi sam preveč ne, ampak z unimi, ko pa, ne vem, kadar me pa zanima, pa da je pač sogovornik, ki ima otroke, takrat pa rad kako v bistvu anekdoto delim in vice versa. No, ampak ko si omenil tako te, pa koliko spi, pa flaške, pa to, ampak a ni res, da bi bilo bolj zanimivo se pogovarjati o tem z nekom, ki ne ve, pa ga ful to zanima? Razumeš, ko lahko tako razlagaš kot nekdo, ki ve in nekom drugem... Kot ekspert, Ja, kot ko malo odpiraš en svet, ki ga nekdo ne pozna. Jaz to ful rad, ne samo... pač ful rad itak razlagam stvari, ful sem tako, karakterno sem tako, več ljudi mi je že rekli, da bi mogel biti učitelj, pač ker rad razlagam stvari in pa včasih malo preveč razlagam, ker ne vem, kdaj ljudi v bistvu ne zanima, tukaj. Ampak tudi hkrati se ful rad učim nove stvari in ful rad slišim od ljudi, zato sem se tudi to nadrilu, da grem, da postavljam še vprašanj, glede za tega, ker pol včasih odkrijem neko stvar, ki drugače ne bi sploh slišal, pa zvem, čakaj, zakaj si to rekel? Kaj je to? In pa grem tam v en detajl noter in pa zvem nekaj ful zanimivega, nekaj novega, kar drugače sploh ne bi nikoli izvedel. To se čisto strinjam s tabo, sam jaz tega nisem nikoli na neki osebni ravni prakticiral, v nekih mogoče, ne spomnim se zdaj, ker prej so se pogovarjala, ful malo se tako družim, s prijatelji, tako da niti ni priložnosti, Uporabljam pa to glih v službi, ker je pa to nekako, tako kot sem prej povedal, moja naloga, oziroma ko iščemo, da bomo šli nov produkt delati ali kakorkoli, je glih to, moraš čim več vprašanj vprašati, zato da se naučiš, ker je glih po eni strani, čeprav nimaš pojma v neki panogi, je to tvoja prednost, zato ker si v bistvu ne ved, ali pa se lahko delaš butazga, rečeš, kumi sem začel, in na ta način ti je dovoljeno, da sprašuješ vedno več, hkrati pa itak najrajši ljudje govorimo sami o sebi in takrat se pa res v bistvu največ naučiš in en tak primer sem imel recimo tudi danes, sem pač predtem sem prišel v Ljubljano, sem imel tudi en tak sestanek za eno stvar, ki smo kumi začeli, s katero imamo 3 piloti sicer, ampak jaz sem zdaj prvič, da sem šel aktivno prodajati, in sem prodaja pač potekala točno tako, ko si rekel, pač čim več spraševanja. Če vam je všeč najin podcast in te najine debate, vas vabim, da mogoče nekak način prispevate, tako da pač donirate kakšen majhen znesek, da bi pač si lahko midva mogoče privoščila kakšno boljšo snemalno opremo. Recimo sploh tale podcast je kar dost konkreten primer tega, kaj pomeni, če imaš slabšo opremo, se kar dost sliši slab zvok. In zdaj slabši zvok tudi pripelje druge stvari za sabo. Če snemaš na slabšo opremo, to pomeni, da v samem procesu editinga porabiš precej več časa, da popraviš razne napake zvočne, mogoče tudi
se je kdaj zgodilo, da se kakšen zanimiv del debate žal mogo zrezati ven, zaradi tega, ker je vmes nekaj zaropotalo ali pa ker je zvok prebil čez mejo. In vi lahko pač pri tem pomagate. In kako? Tako da pač greste na spletno stran synapsapodcast.com na zavihek podpora in je tam več različnih načinov, kako lahko donirate sredstva za izboljševanje tega podcasta. Vsekakor nikogar ne pričakujeva nobene donacije. Bova pa zagotovo vesela vsakega manjšega prispevka ali pa večjega. Tako da, če imate slučajno čas, voljo in denar, vas vabimo, da greste na spletno stran synapsapodcast.com/podpora in tam pogledate, če vam katera od opcij za donacijo odgovarja. Ok, zdaj pa nazaj k podcastu. Nisi me vprašal. Kako ne, če sem te prej vprašal? Ja, ampak ti si zdaj dve povedal, jaz sem pa eno povedal. In jaz sem se skus veselil, da pa drugo povedal. Aha, ok. In sem v bistvu kar zadovoljen, da je ta tišina nastala. Ker ta je pa res ena taka, ker nikoli ne more nobenem govoriti o njej, ker nobenega ne zanima. Ne? Aha, ok, zdaj se spomnim. Ja. Kaj pa je ta? Minecraft. Ne? Pač to je ena taka stvar, ki glih zanj sem gotovo, da že 6 let igram to igro. Ne? In 6 let je dolga doba za karkoli početi. Ne? Še v razmerju svoje punco nisem 6 let. Ne? Ja, 6 let je tako res, več kot ena srednja šola. Ja. Tako da, in ko nekaj 6 let počneš, postaneš kar en tak strokovnjak o tem, ne hote, v bistvu. Ne? Tako da, ampak nikoli ne morem nobenem razlagati tega, ker ali ljudje že poznajo, ne? Ali pa jih ful ne zanima. Ne? In recimo zanj sem imel tak primer, sem en kolego malo razlagal v igri, ki je že zdaj dolgo ni igral, pa sem mu razlagal o samih spremembah, ki so se v igri zgodile, ker ta Minecraft tako na vsake pol leta do leto doživi en večji update, v katerem se neke spremembe v igri zgodijo in velikokrat se neke nove ali mehanike noter uporabijo, ali novi predmeti pridejo noter in se tako igra v zadnjih 2 letih, bi rekel, kar tako drastično spremenila. Ne? No, kako se pa je spremenila? Recimo, kaj je bila zadnji tako večja sprememba? Pred kakimi 2 meseci je prišla ven nova izdaja, 1.13 se reče Aquatic Update, ki so v bistvu en cel del igre popolnoma retuširali. Zapravi, nekako veš o Minecraftu, da veš. Vem samo tako, da zgleda se iz kockic, ne? Ja. Zdaj pa ne vem, ali so to kaj spremenili, ali je to oglikovna stvar, ki je... Ne, to ne moreš spremeniti, to je pač bistveno pri Minecraftu. Pač igra je taka, da se pač, ne vem točno, koliko je ta strokovni izraz, ampak ta, ki se generira novo področje, se generira, recimo ti bi lahko Minecraftu skozi eno smer hodil, pa bi skozi nove teritorije odkrival, ne? Randomly generated terrain, ne? Tako da v bistvu vsak nov svet, ki ga štartaš, je kot da bi na eni novi zemlji pristal, ne? In imaš noter različne te biome, imaš gozdove, vodni teritorij, gorovja in tako naprej. In od vseh teh biomov, vseh teh ozemelj je eno bilo tako zelo pusto in to je ocean. Ne? Ocean je bilo samo ogromna površina vode, čez katero si lahko pač šel s čolnom, da si na drugi strani spet neko celino odkril. Ne? In tam v oceanu ni bilo nič, pa so pa pred 2 edicije nazaj so dodali v oceane noter Ocean Monument. In to je malo naredilo oceane zanimive, ampak v osnovi so še vedno ful prazni. Sam po tleh je pesek, pa ful vode. Ne? No, zdaj v tem novem updateu so pa cel ta predel Minecrafta so čisto renovirali. Imaš noter delfine, ribe, rastje, noter raste. Pa lahko loviš zdaj ribe. Ja, kumare imaš po tleh, ki jih lahko nabiraš. Mislim, se vem, to je bizarno nekom, ki ne igra te igre, ne? Whatever, kumare.
Ampak vsak nov item v igri, vsak nov predmet je nekaj, kar lahko spet uporabiš v igri na druge načine. Pa ne vem, imaš koralni greben, imaš noter, tako ful je pisan ocean, zdaj postal kar naenkrat, ledenike, te ledene gore. Tako, veliko novitetno. In hkrati s tem, ko so to uvedli, so tudi mogli uvedeti neke nove mehanike vode, tako da se voda na drugačen način odziva v igri, kar pomeni, da tudi, ne vem, pač Minecraft lahko igraš nekako na dva glavna ali pa tri glavne načine, bomo rekli. En je, da si pač nekdo, ki sestavlja stvari v Minecraftu, to večinoma v creative svetih delaš, kjer imaš neomejeno količino sredstev, in to je tisto, po čemer je Minecraft najbolj slaven, ko ga vidiš na internetu, kakšne fotke iz Minecrafta, vidiš, so naredili neko cerkev, ali pa, oh my god, kakšna dobra ladja narejena, letalo, karkoli, To je vse v creative worldih ponovadi narejeno, zato ker imaš tam neomejeno sredstva. Drug način, glavni je pa survival Minecraft, kjer moraš ti vsa sredstva pridobiti, da lahko karkoli narediš, kar pomeni, da vse, kar narediš v survivalu, je težje zgraditi, tudi ne moreš leteti v survivalu, kar pomeni, da če ti padeš z višine dol umreš, in pa moraš spet nazaj prijeti na tisto področje, nabrati spet material, nakup in tako dalje. No, tretji način, ki je še malo bolj bizarn, je pa kodiranje v Minecraftu, ti imaš tudi command block, imaš eno kocko noter, kjer lahko noter neke vrste JavaScript komande noter vnašaš in lahko ti to sprogramiraš te command bloke v sekvenco ukazov, s katerimi lahko vsega svašta narediš. Imaš recimo v igri Minecraft, imaš druge igre, ki se znotraj te igre igrajo. V smislu, da imaš cele porte drugih iger, Half-Life cel prenešen v Minecraft. In ga lahko igraš v Minecraftu, Half-Life igro. Kaj je tukaj prednost? Zakaj bi igral to v Minecraftu? Pač fora je. Nekdo si je zadal to za izziv, pa lahko pač da vidiš to igro v, ne vem, to zdaj pavšalno govorim, ker ne poznam tega, ker nisem tako globoko v tem noter. Ampak jaz večinoma igram v survivalu in v survivalu je najbolj zanimivo te razni stroji, ki jih lahko noter v survivalu narediš, ki lahko ti game mechanics, ki obstajajo v igri, uporabiš za to, da narediš neke razne farme, ki ti producirajo elemente, ki jih lahko v igri dobiš, ampak ti jih producirajo na masovni ravni, da lahko zaradi tega več drugih novih, boljših stvari narediš. In oni rečejo, da bojo water mechanics spremenili. Določene stvari, ki so prej funkcionirale, ne funkcionirajo več, pa določene nove mehanike obstajajo, ki jih lahko zdaj na nov način izkoristiš. Pa ti si se v bistvu vse to pač naučil tako skozi igro, ali si šel kaj googlat, pa ne vem, YouTube videe? Minecraft do eno edicijo nazaj, mislim, da so v 1.12 to uvedli, do predtem ni nikjer v Minecraftu noter nič ti razlaga, kako se Minecraft sploh igra. Je bila zelo težka igra za naučiti se, zato se je poleg igre razvil en zelo napreden wiki, na katerem je vse to razloženo. Niti načrtov nisi imel, kako sestaviti neko stvar, si mogel se sam pogruntati, tako da se je to malo tako naknadno razvija. Zdaj imaš to vse v igri. Ampak večino teh stvari se pol prek YouTube filmčkov pa to. Tako, jaz si mislil, to bi bilo pač logično, ampak me zanimalo, če si se kaj tako sam, da nisi šel pol pomagati, ali pa ko pride ta nova edicija, vsakič, ko pride nova edicija, a v bistvu probaš sam poštudirati ali se greš naučiti? Veliko stvari sam poštudiraš, recimo najbolj očitne stvari sem sam poštudiral, ampak ene stvari pa tudi se naučiš, pa tudi moraš razumeti, da recimo ta mehanika v Minecraftu, ta redstone, je elektrika v Minecraftu, jaz tem rečem, z njo lahko ti narediš logična vezja v Minecraftu. Zdaj, ko se ti enkrat naučiš vsa ta logična vezja, NOR gate, AND gate, AND OR, kako sem že reče, NAND gate, vse te fore, lahko ti ful stvari novih sam narediš, samo moraš vedeti, kaj bi želel, da je produkt ven. Tako da lahko pol določene stvari. So pa ene stvari, ki so že tako de facto uporabne, da vsi isto uporabljamo. Take zelo specifične stvari, ki so kot da bi rekel, da imaš tranzistor že sestavljen in ga uporabiš noter na svojem vezju. Ne rabiš ga glih jeti sam delati. Ja, pa kad ti to igraš pač, to je single player ali multiplayer? Jaz igram single player, ampak večina ljudi igra multiplayer. Zakaj pa igraš single player? Ker ne rabim drugih ljudi, pa ker mi je gužva, ko so drugi ljudje. Zato ga igram že 6 let, Minecraft, ker ga igram, ko rabim biti sam. Okay. In je to ena taka solitarna dejavnost.
Kaj pa recimo glede na to, da si recimo ekspert, ne? Ja. Če že 6 let to počneš, si že mislil, da bi na kak na drug način šel naučil to znanje? Vsake pol leta razmišljam o tem, da bi en let's play štartil recimo, ali pa da bi neke tutoriale delal na to temo, ampak tega je tukaj na netu, ne morem tržiti tega znanja, se mi zdi. Edino, če bi šel kot učitelj Minecrafta na šolah. Zdaj smo ful dolgo govorili o Minecraftu. Vem, ja. Sorry. Ni panike. Ja, a misliš, ne? Recimo, Kamidva bi se zdaj lahko pogovarjala še 2 ure, ne? Na to temo. O Minecraftu bi se jaz lahko po moje še 3 dni pogovarjal. No, ali pa celo to. A misliš, da je to razlog, zakaj te nekdo, recimo tisti, ki te poznajo, da špilaš Minecraft? Ker se bojijo te vprašati. Ker se noče s tabo glih, če sploh na žurki, ne? Ja. Pač noče biti s tabo zdaj cel večer, ne? Če sem prišel kle se z drugimi družiti. Mogoče je to razlog, ne? Da te ne vprašam doben o Minecraftu? Mogoče, ja. Mogoče. In isto je pri pisanju, ne? Spet je nekaj, kjer bi lahko, pa hkrati, da pri pisanju, za razliko od Minecrafta, bi še spojil izkušnjo, ki jo imaš z tekstom samim, recimo, ne? Se pravi, da, probam nekako zdaj to popredaljčkati, ne? V določenih situacijah te pač folk, pač kogarkoli ali tebe ali mene, pač ne vprašajo enih stvari, v kateri bi se ti želel, da te vprašajo, ker v bistvu te ne poznajo dosti dobro in te pač ne vprašajo. V enih primerih jih pač ne zanima, v enih te pač tako dobro poznajo, pa ve, da če te bo to tematiko vprašali, boš preveč na to temo govoril, mene pa spet tukaj ne zanima, da bi se pa o tem pogovarjal cel večer. Ne vem, No, sem vesel, da sem vsaj malo Minecrafta ladal ven svojega sistema. Hvala, Martin, za ta ventil. Z veseljem upam, da je izgledal pristno. Poslušali ste podcast Synapsa. Če vam je bila epizoda všeč, naj lahko podprete z donacijo preko PayPala ali kriptovalut. Predvsem pa ne pozabite deliti epizodo naprej. Najdete na Facebooku, YouTubeu, iTunesih ali na spletni strani synapsapodcast.com. Avtor intro glasbe je Katapulto, avtor za ključne špice pa Channel Walker. Z vami so bila Roksanda in Martin Blazinšek. Ti je bilo dolgočasno? Ne, ni mi bilo. V bistvu jaz bi se pa še pogovarjal na to temo, sam se ti pač mudi, ja. Že od začetka se ti mudi, ne? Ja. Ko smo začeli se že pogovarjati, sem imel en tak občutek, da se ti nekam mudi. Ne mudi se mi, pač dal sem obljubo, da bom danes prej doma kot druge dneve. To je. In zdaj si jo že v bistvu prekršil, ne? Ja, zdaj sem jo pa že prekršil. Oprosti, Anja, upam, da mi odpustiš, ker sem tako dolgo vezil v Minecraftu. In še vedno dolgo vezim in sploh ne končam. Tako da bi bo mogel Martin najbrž kar izklopiti mikrofon.